velikim veseljem vas pozdravljam na današnji akademiji, predavanju, predstavitvi knjige o našem prijatelju, profesor dr. Vekoslavu Grmiću, škofu iz Maribora. Samo ime Grmić je postalo v slovenski kulturni in politični srednji pojem, predvsem starejše in srednje generacije se gospoda škofa še kako spominjamo, kako je vsak dan okrog 2. ure odšel iz prostorov teološke fakultete na sprehod do frančiškanov. To so vedeli tudi mariborski Romi, zato so ga na križišču ulice 10. oktobra in Gosposke čakali in škof je imel vedno pripravljen drobiž, prvo dinarje, potem tolarje, da je dajal ljudem, za katere je menil, da in se tem uresničeval svoje geslo, da je potrebno vsakomur nuditi tisto, kar najbolj potrebuje. Drugo leto bomo praznovali 100-letnico rojstva škofa dr. Vekoslava Grmića, zato smo se odločili, ker je pač konec tega leta je šla že knjiga o njem, profesorja Reharja, da predstavimo knjigo in s tem tudi začnemo jubilejno leto. Škof Grmić je v spominu nas ljudi, je v spominu tudi svojih rojakov, kajti vsako leto na njegov rojstni dan 4. junija in 1. novembra občina Sveti Jurij ob Pščavnici obvezno položi venec oziroma ikebano. Včasih je to edina tako velika taka gesta, je pa res, da nikoli ni grob škofa Grmića prazen, vedno kakšna svečka gori in podobno. No, ob njegovi smrti je Ranka Ivelja v Dnevniku napisala komentar in sicer del tega komentarja. Bil je rdeči škof, trmasti prlek, nepopravljivi idealist in še marsikaj. Toda prav vse označbe in nalepke, ki jih je dobival z leve in desne, od spoda in od zgoraj, so bile prekratke za osebnost njegovega formata. Za prodornega krščanskega misleca, teologa, filozofa, etika in publicista, ki je priznaval le zvestobo sebi, Bogu in narodu. Toda za škofa Grmića, Slomškovega občudovalca in nadaljevalca so bile stvari jasne. Ne more biti kristijan, kdo ni zvest svojemu narodu. Partizani se lahko s ponosom ozirajo na svoje veliko dejanje opora, je zapisal zoper nacizem in fašizem. Bojevali so se za svobodo, za domovino. Odločitev za oborožen odpor zoper okupatorje, ki so hoteli uničiti slovenski narod in so te načrte že tudi uresničevali, je bila tudi s krščanskega vidika moralno upravičena. In moram povedati, da je bil škof Grmić zelo ponosen na štajersko duhovščino, ki se prav v tej stvari zelo razlikovala od duhovščine drugih slovenskih škofij. No, Ranka Ivelja potem nadaljevala. Da ga škof Rode ni imel ravno v čislih, je seveda razumljivo. Ne le zaradi različnih stališč o komunizmu, nacizmu, tega dvojega nikoli ni nikdar, ne smemo izenačevati, je poudaril Grmić. Komunizem je hotel ustvariti raj na zemlji, nacizem pekel za vse razen zase. O kolaboraciji ali vlogi cerkve v demokraciji, to je tudi zaradi Grmićevega ostrega jezika. V tem zborniku, ki ga je uredil in tudi s svojim prispevkom sodeloval profesor Rehar, so sodelovali tudi še nekateri drugi in dajem besedo profesor Reharju. Hvala lepa in pa seveda lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali danes v tej dvorani, da skupaj se srečamo ponovno z Vekoslavom Grmićem, ki je tolikokrat predaval tudi v tej dvorani. Tu smo bili ob njegovi 70-letnici, potem ob njegovi 75-letnici, potem seveda tudi ob njegovi 80-letnici
in pa predstavili smo zbornik, ki smo ga še zadnjega uredili v čast Grmiču tudi pri reviji Znamenje, saj je bil pobudnik leta 1971 za ustanovitev te revije, ki je tudi po svoje prenašala slovenski prostor in seveda je bila tista, ki je skušala predstaviti tudi novejšo teologijo in izzive novejše teologije, ki so se razvijale po drugem Vatikanskem cerkvenem zboru. Torej najprej pa gotovo pozdrav gospodu županu svetega Jurija ob Šavnici, gospodu Slani, ki je tudi daljni Grmičev sorodnik, in pa seveda vsem, ki ste prispevali, da je ta zbornik tudi izšel. Torej glavnemu uredniku Dušanu Hedlu, odgovornemu uredniku Petru Dobaju, potem kulturnemu centru Zavoda za umetniško produkcijo in založništvo, potem pa seveda sodelujočim Cvetki Tot in pa Petru Pršinu, in pa seveda tudi jaz imam prispevek torej v tem zborniku. Potem dve recenziji, ki sta jih napisala dr. Ivan Rojnik in pa magister Janko Bohak. Potem seveda za fotografije na naslovnici pa zahvala Muzeju narodne osvoboditve Maribor in gospe Miri Grašič. Potem pa seveda tudi tebi, dragi Marjan, in zgodovinskemu društvu Maribor, za to, da ste organizirali to predstavitev. Torej v tem zborniku je svoje prispevke torej prispevalo nas 5 v dogovoru torej z Cvetko Hedžet Tot, ki je žal pred 2 leti v decembru umrla, in njeni prispevki, torej, ki jih je oblikovala tudi za ta zbornik, so izjemno zanimivi. Ne bom predstavljal posebej, kajti zdi se mi, da bi lahko pokvaril njeno izjemno pisateljsko nadarjenost in seveda tudi njeno filozofsko misel, saj je Grmiča povezala torej z frankfurtsko šolo in pa z dogajanji eminentnih filozofov. In bi lahko rekli torej, da je Grmič tudi na ta način nekako prisoten tudi v slovenskem prostoru, ravno potem, da je to filozofsko misel tudi negoval v svojih spisih. Torej, če se ustavim pri 3 razpravah in naslovih teh razprav, o dialogu kot človečnosti, in potem druga razprava, usoda knjig, usoda ljudi, ki se dotika Trubarjeve teološke antropologije, v kateri je pisal tudi Grmič, potem pa uporništvo, tretja razprava, narodno preroštvo in pa poslanstvo, kjer spregovori torej o partizanstvu in pa o njegovem Grmičevem pogledu na narodno-osvobodilni boj. In seveda tu se dotika potem tudi kapitalizma in pa seveda evangeljske dobrote, torej 2 stvari, ki sta pravzaprav nezdružljivi. Potem je tu razprava Petra Kovačiča Pršina, družbena in duhovna obzorja Grmičeve teologije, kjer se ravno tako dotika odnosa in pa njegove socialne misli in odnosa torej do kapitalizma, zlasti torej tega liberalnega kapitalizma, ki je zavel tudi v slovenskem prostoru, torej po letu 1990.
Potem pa so 3 moje razprave, Glasnik in pričevalec evangeljskega krščanstva. Imam skupni naslov in skušam predstaviti nekaj stopinj večasnosti bivanja humanista in teologa škofa Vikoslava Grmiča, potem Grmič, pričevalec evangeljskega krščanstva, v prepletu izzivov pokoncilske teologije in vzhodne politike dialoga papeža Pavla VI, potem pa vedno aktualni izzivi misli teologa humanista in humanista škofa Vikoslava Grmiča. V ta zbornik smo dodali tudi njegovo, bi lahko rekli, duhovno zapuščino, ki jo je strnil v 11 tezah in naslovil Moja duhovna bilanca. Torej, ta zapis teh 11 tez je objavil v svoji knjigi, ki je šla ob njegovi 80-letnici, potem pa smo te njegove teze še enkrat objavili, in sicer v zadnji njegovi knjigi, ki je šla že po njegovi smrti. Potem pa sta tu še oceni, ki sta jo napisala Janko Bohak, Vikoslav Grmič slovenski, Hans King in pa Ivan Rojnik, škof pričevalec. Moram upravičiti profesorja doktorja Ivana Rojnika, je rekel, da se slabo počuti in da raje torej ne bo izzival, tudi je že nekoliko v letih usode, a ne v tem času. Torej, če mi dovolite, ne bom se ustavljal pri njegovih življenjskih podatkih. To najdemo v vsaki izmed knjig, kratki zapis teh njegovih življenjskih poti. Bi se postavil torej pri letu 1968, ki je seveda odločilen za njegovo delovanje in pa seveda tudi za njegovo teologijo. Leto 1968 je zato, ker ni torej bilo samo leto torej znamenitih študentskih gibanj, a ne, tu je naš kolega, a ne, ki je seveda bil med tistimi, ki so ta študentska gibanja tudi vodili, a ne, na nek način. In seveda o tem veliko pisal, tudi Cvetka v svojih 3 razpravah se nenehno dotika leta 1968, iz tega torej drugega vidika. Za nas pa je torej to leto pomembno, kajti za škofa je bil imenovan Vikoslav Grmič, čeprav so bili 3 kandidati, vendar verjetno v skladu z vzhodno teologijo, ki jo je zastopal že Janez 23. in kasneje Pavel VI., ko je skušal torej cerkev odpirati proti vzhodu, in vemo, da so tako na Češkem, tudi na Madžarskem, takrat številni marksisti začeli čisto drugačno. Recimo, spomnim se takrat tudi Kolakowskega, a ne, na Poljskem, gledati torej na cerkev, a ne. Tudi verjetno je nekako bil bližji Vatikanu tudi ta jugoslovanski samopravni socializem, in zato je tudi Vatikan torej hotel navezati neke odprte stike torej s takratno oblastjo, torej s Titom, in seveda v ta sklop torej tega sodi tudi Grmič. Če bi prebirali različne študije hrvaških, pa tudi
bolj hrvaških recimo sociologov bi našli izjemno zanimive interpretacije. Moram reči, da kar mnogi torej omenjajo Grmiča med tistimi, ki skuša torej vzpostavljati dialog torej z takratno oblastjo. Torej, Grmič postane torej pomožni škof, torej z pravico torej tudi, ki mu pripada torej kot, je pripadala kot pomožnemu škofu, torej nasledstva, vendar pa so se politične in pa seveda verske razmere popolnoma spremenile. V Vatikanu je za Pavlom VI, torej tem, ki je izjemno naklonjen torej tako imenovani ostpolitiki, pride torej Poljak Wojtyla, ki pa prihaja z drugega okolja in nenaklonjen tudi takratnemu socializmu. Grmič seveda je bil sedaj vpet torej v neko politično dogajanje, če ga lahko tako imenujem, tudi znotraj cerkve in seveda leta 1980 torej ni postal Držečnikov naslednik, ampak so takrat izbrali Franca Krambergerja, ki je po moje tudi bil bolj porinjen, a ne v neko situacijo, v kateri se seveda prva leta tudi ni najboljše znašel. Bil je le zaprt tam v malem semenišču, ni niti imel stika veliko z nekim pastoralnim dogajanjem, kar je imel Grmič, in zato se je potem pač v Mariboru zgodilo to, kar ravno ni v čast in zaradi česar marsikoga verjetno boli glava, ali pa so morda tudi odmislili. Ravno zadnjič pa so mi pripovedovali, da ekonom Krašovec, ki naj bi izdal knjigo o tem dogajanju, da mu je bilo to strogo prepovedano tudi pod tem, da je lahko izobčen iz cerkve. Se pravi, da stvari niso bile tako enostavne in ko se danes srečujem z duhovniki, lahko rečem, da se kar strinjajo, tudi tisti, ki niso Grmiču bili naklonjeni, da verjetno se to v mariborski škofiji ne bi bilo zgodilo. Torej, to dogajanje v Mariboru je gotovo povezano tudi z koncilskim dogajanjem. Grmič je bil na nekaterih zasedanjih koncila, vendar pa torej tako v koncilskem dogajanju ne tako vpet kot recimo Držečnik. Je pa gotovo zanimivo, da je bilo pred leti objavljeno v Mohorjevem koledarju, ker so bili spomini Hieronima Žvegliča, ki je postal Grmičev naslednik v Mohorjevi družbi, da je Držečnik torej sam pripovedoval, kako je pravzaprav Grmič postal škof. Pravi, bil sem v Rimu in šel sem v stolnico in naenkrat torej zagledam torej nekoga, ki kleči, in takrat pristopim k njemu in bil je Vekoslav in takrat sem, pravi, se odločil tudi za to, da bom skušal doseči, da bi bil imenovan za mariborskega pomožnega škofa. Grmič je bil takrat že profesor v Ljubljani, kajti leta 1900
1961 je doktoriral, torej znamenito disertacijo torej o eksistencializmu. In če pogledamo recimo tiste opombe, ki so spodaj napisane ob disertaciji in seveda potem tudi v Bogoslovnem vestniku, to je teološka revija, ki jo izdaja Teološka fakulteta v Ljubljani, najdemo zelo zanimive zapise, da je to torej presežek, njegova disertacija v slovenskem prostoru, da se tega problema eksistencializma ni dotlej še lotil nihče in da je pravzaprav tudi novost v nekem pogledu v slovenskem prostoru, ki je še vedno dihala z neko tomistično teologijo. Torej, kakšna je bila ta tomistična teologija? Torej, številnih dogmatičnih formul, ki seveda z nekim konkretnim življenjem niso imele veliko. Spomnim se še, ker je bil Grmič tudi moj profesor na teologiji, da je sicer verjetno pod še zmeraj pritiski ostal torej pri nekih tezah, da je na začetku postavil tezo, potem pa to tezo skušal podpreti z citati iz evangelijev, potem pa seveda tudi iz cerkvene zgodovine, vendar pa predavanja so bila popolnoma drugačna. Moram reči, da skoraj ne vem, da bi se bil kdajkoli držal tega, kar je bilo v njegovih skriptih. To verjetno lahko potrdi tudi Janko, ki si bil njegov učenec, učenec in verjetno oba lahko rečeva, da so bila njegova predavanja torej izjemen izziv. Proti recimo nekemu Strletu, ki ga danes skušajo proglasiti za svetnika, ne vem zakaj, mislim, to je seveda drugo vprašanje, svetnika, ampak torej njegova teologija je bila tista, Grmiču imenuje papirnata, nič vredna, se ni operirala z nobenimi življenjskimi izkustvi, ampak neko, da ne bom uporabil, onaniranje, z srednjeveško torej teologijo, In seveda tu je čas, torej leto 1968, ko so nekateri kar pogumni teologi, skušali razgibati ta slovenski prostor, torej, ki je čal v integralizmu, in pa klerikalizmu. Tisti integrizem, ki se je oblikoval pred drugo svetovno vojno, in pa seveda klerikalizem, ki je naredil verjetno cerkvi več škode, kot pa marsikaj drugega. Torej, takrat so izšle knjige Vladimirja Truklarja, on je bil profesor v Rimu in je napisal znani katoliški pokoncilski etos. To je knjiga, ki je verjetno skoraj da iz tega zornega kota obravnave drugega Vatikanskega koncila nepresežena. Gre za zbirko, ki misli, kritičnih misli, torej o novi teologiji in iskanju torej nekih izhodov torej iz tomizma. Seveda, če bi prebirali znamenje, tam okrog leta 1973 bi našli neverjetno število duhovnikov, ki so pisali, kako je to pač nekaj nevrednež, tam iz Rima, ki skuša soliti pamet, torej tem, ki so živeli v nekem miru tega
bi lahko rekli, pokopališkega, a ne krščanstva, tam, kjer se nič ne dogaja. Lahko pa seveda debatiraš v neskončnost, ampak pravzaprav tudi se ne bo nič zgodilo, a ne. In bi našli torej izjemne kritike. Zanimivo, ko da sem prebiral tole zadnjo knjigo od Rodeta, je zelo zanimivo tih stvari, kot da se ne spomni dobro, kot da mu je nekje zameglilo nek razum. Resnično, bil sem tako presenečen, da lahko nekdo tako izkrivlja stvari. Bom tako napisal, ker je bil Rodet tudi moj profesor in je stvari zmeraj izkrivljal. Ampak tako izkrivljenih stvari, kot sem jih bral v tej knjigi, pa nisem bral še nikoli. Resnično, mislim, to je zame perverznost nečesa, da nekdo, ali si toliko senin, potem raje opusti vsakršno pisanje. Če pa nisi toliko senin, pa moraš imeti vsaj kanček tistega v sebi, a ne tudi človeškega, a ne da ne boš izkrival do onemoglosti resnico, ki ni več potem resnica, a ne, ampak postane torej laž, a ne. In zato se mi zdi, da bo potrebno seveda tudi v tej smeri razmišljati, ko bomo prihodnje leto praznovali torej 100-letnico Grmičevega rojstva in bo potrebno te stvari resnično dobro premisliti tudi iz nekih teh zgodovinskih zornih kotov. In kot sem napisal v tej svoji študiji tu za ta zbornik, če mi bodo dovolili, da lahko pogledam v njegov arhiv. Jaz sem namreč bil knjižničar tu leta 1980 in sem takrat selil doktorja Aleksiča, on je predaval v Ljubljani Staro zavezo, bil je tudi moj profesor in ta je takrat pisal oziroma prevajal v latinščino dele njegovih razprav in jih pošiljal v Rim. To vse ni bil edini, ampak verjetno je imel kar močan vpliv, a ne. Bil je tudi tu v Mariboru, ko je še bilo bogoslovje, in seveda Jože Lodrand piše, da ko je bil ravnatelj mariborskih bogoslovcev v Ljubljani, da ni bil ravno mož molitve, ampak veliko bolj neki strah in trepet, a ne, z tem svojim ravnanjem. In ta je prevajal 3 razprave. Grmičeva, ne? Grmičeve razprave v latinščino in te so poslali potem, ko je Grmič prišel v Rim, jih je imel Janez Pavel II, torej Vojtila, na mizi in začela se torej razpravo o socializmu, ki je torej Vojtilo tudi najbolj motil. In seveda, kaj se je zgodilo, da je označeval, namreč knjige smo takrat pripeljali iz Ljubljane, ker je teološka knjižnica že imela, torej te knjige so potem nam za malo denarja, takrat sem si krepko obogatil tudi svojo knjižnico, dobil, torej, kar sem odkupil torej vrsto njegovih knjig in sprva niti nisem bil pozoren, potem pa sem videl, da je napisano pri vsaki strani ali pa ob strani, torej pri pasusih, so napisane številke. In ko sem šel pogledati, se pravi, da je on zbiral potem in prevajal tudi ne samo cele razprave, ampak tudi posamezne pasuse, ki naj bi bili torej kritični
do seveda katoliškega integralizma, klerikalizma, torej na Slovenskem, in pa seveda tudi dokončno vemo, kaj se je dogajalo v Rimu in kaj se dogaja. Če tole Immaculato berete na koncu, sedaj, ki so jo obsodili, to žensko, ki je bila v tej katoliški banki Or, potem, ki je človeka kar groza, pa še par knjig, ki jih imamo tudi prevedene, v slovenščino, je človeka kar groza. Torej, če pogledamo, bo potrebno seveda tudi te stvari pregledati. Namreč tudi pisma, ki jih je pisal Šuštar Grmiču, vemo, da je Grmič pravzaprav bil tisti, ki je pripeljal Šuštarja v Slovenijo. Šuštar si je tam neko kredibilnost zapravil, v Švici, torej s tem, ko so zmetali spovednice ven iz cerkva, medtem ko seveda v slovenskem prostoru in že govorili oziroma uporabljali intenzivno skupno odvezo. In zanimivo, ko je postal ljubljanski škof, je takratni hrvaški kardinal v Rimu rekel, če vzameš kilogram sladkorja in ti v ta kilogram sladkorja daš nekaj strupa, seveda bo že zastrupljen, ampak zdaj, če daš pa prideneš še nekaj strupa, bo seveda lahko zelo strupen. In v tem smislu je bil Grmič tudi odklonjen kot naslednji Maksimiljana Držečnika, kar je po svoje tudi verjetno bilo kar prav. Verjetno bi se bil ukvarjal z mnogimi drugimi stvarmi, ki sodijo v to področje, ne pa s teologijo. Vemo pa, oziroma tisti, ki smo bili, škoda, da ni profesorja Rojnika, takrat so ga povabili, da bi predaval dogmatično teologijo v Gradcu, vendar je tudi zavrnil in rekel, da bo ostal znotraj slovenskega prostora. In tako je nastala njegova teologija. Pravzaprav tudi sistem, čeprav morda takrat še se spomnim kot študentje, nismo videli, da pravzaprav so zelo povezane njegove stvari. In šele kasneje, ko sem se intenzivno loteval branja njegovih spisov, sem videl prav, da so vse stvari med seboj zelo, zelo povezane in da je izdelal nek sistem, teološki sistem, ki je seveda drugačen od tistega, ki smo bili vajeni. Njegova teologija bi lahko rekli, da je kontekstna, izhaja iz razmer, kakršne vladajo, ne pa nekje od zgoraj navzdol, ampak pravzaprav od spodaj navzgor in gradi teologijo, ki je življenjska, ki je povezana z življenjem, ne pa z nekimi abstraktnimi, dogmatičnimi resnicami, s katerimi se seveda marsikdo ne ve, kaj bi počel. In zato tudi njegovo razmišljanje o jeziku se mi zdi, da je izjemno, izjemno zanimivo. Tistega, vidim tu profesorico, ki nas to zanima, mislim, da je tisti, ki je prvi tako odkrito spregovoril tudi o jeziku v slovenskem prostoru. Namreč kako te ubeseditve z Jankom Veva
da smo se tam na teologiji drgnili tisto vprašanje navdiha in smo nekega Wellhausena, znanega dogmatičnega teologa, protestanta, smo secirali v neskončnost. Neskončnost, to človek ne more verjeti. Kako to ni neka mitska govorica, kako je to vse to navdihnjeno, kot da so to zdaj jim prišel nekdo, pa jim je prešepetaval, tako so tudi razlagali, a ne prešepetaval in so pisali. Navdih pa vemo, da je čisto nekaj drugega, a ne. Da kdo pa bi napisal neko kvalitetno pesem, a ne, zdaj kvalitetno za vprašanje, ampak neko pesem, če ne bi jo napisal z nekim navdihom, a ne, če ne bi bila navdihnjena. In seveda tu se je Grmič tudi pravzaprav priključil vsej tej skupini, torej teh modernih teologov, raziskovalcev, torej biblične teologije in pa seveda tudi Svetega pisma, ki so drugače začeli gledati torej na dogajanje, nič več torej o nekem prišepetovanju Božjega duha ali pa Svetega duha, ampak torej o nekem izkustvu, a ne, da gre torej za neko izkustveno govorico, ki je seveda zaznamovana s časom, a ne, prostorom, v katerem je nastajala socialnimi, kulturnimi, političnimi razmerami in seveda tako je potrebno tudi razumeti, a ne. In šele v tem kontekstu je tudi ta govorica povedna, a ne, se takrat je lahko spregovori, a ne, tako kot literatura. Če beremo Sofoklejevo, a ne, Antigono, jo pravzaprav tudi moramo prestaviti, a ne, v nek današnji čas po svojem, čeprav je nastala v nekem drugem času in je potrebna tudi razlaga, saj drugače bi težko kdo razumel, ki ne bi poznal tudi nekih okoliščin, v katerih torej nastaja neko besedilo. In seveda Grmič se je začel torej uveljavljati kot tisti, ki odgovarja na vsa vprašanja. Nič mu ni bilo težko odgovoriti na vprašanje o politiki, nekem političnem dogajanju. Zato včasih grem tu po Gosposki in me kdo od novinarjev sreča, pa reče, kako je škoda, nimam več nikogar, ki bi lahko ga vprašal torej o stvarih. Nikoli se ni izmikal jasnemu odgovoru, a ne, tako kot pač je razumel stvari. Spomnim se, da sva velikokrat, ko sva se peljala tudi z avtom, razmišljala o mnogih stvarih. Imel je izjemno izostrene poglede na stvari. Verjetno tudi vseh teh pogledov ni upal zapisati. Že tako je dobil tisto pejorativno nalepko rdeči škof, a ne, ki pa, jaz mislim, da mu danes niti ne škodi, da ga celo dela velikega človeka. Ravno ker je seveda znal razmišljati drugače, kot so razmišljali tudi ti njegovi stanovski kolegi. Če pogledam, je pravzaprav znal preko dialoga, ki je postal stalnica, torej dialog omenja že leta 1968 v svoji prvi knjigi in posveča kar velik razdelek dialogu, ki ga je nadgrajeval torej vse torej do svoje smrti. In
če boste prebirali zapise, torej Cvetke Tot, menim, da je zelo dobro torej napisala, kaj pomeni torej dialog in kaj pomeni biti to, kar seveda niso razumeli, kaj pomeni biti veren in kaj pomeni biti neverujoč. To je ta dva pojma je Grmič in Reichmann sta uporabila tam okrog leta 1979-80, ko nista več govorila o nevernih in pa vernih, ampak o neverujočih, verujočih in neverujočih. In menim, da je ta zapis gospe Totove torej izjemno zanimiv, prav zaradi tega, ker odgovarja ravno na to, kako je potrebno biti dosleden v uporabi tudi terminologije, ne pa to šarjenje torej sem in tja, tako kot pogostokrat vidimo v teh časopisih katoliških, ko je skupaj vse skregano včasih z neko doslednostjo terminološkega izražanja. Torej, zato ostaja torej Grmič izjemno torej zanimiv. Torej, samo nekaj teh stvari, kar se mi zdi, da je potrebno poudariti, ob tem, da smo dali naslov torej škof pričevalec. In jaz torej, da je torej on torej tisti, ki zastopa evangeljsko krščanstvo. Kar je izjemno pomembno. Poglejte, če vzamemo ta škofovska gesla. Geslo naj bi pomenilo neko tvojo orientacijsko točko. Pa sem primerjal recimo njega in pa njegove sodobnike pri izbiri tega gesla. Karl Wojtyla, ves tvoj, to sem razmišljal, vse so Wojtyli marsikaj pisali, da ni samo mislil na tisto Marijo gor v oltarju, ampak da je imela dostop še neka druga Marija tudi do njega, ampak ves tvoj, to je fraza, ki nič ne pomeni, Če bi rekel ženski, ki imaš rad ves tvoj, bi te morda tudi včasih čudno gledala, so še kakšne druge možnosti. Potem recimo Kramberger, Franz Kramberger, zgodi se tvoja volja. Zdaj, še nisi samo prenašalec volje nekoga drugega, če imaš pa svojo voljo, pa je treba kontekst tudi se lahko razume drugače, Potem nad škofa Šuštarja božjo voljo izpolnjevati, tako da imaš povezavo, z presežnim ali pa kakorkoli, ne vemo zdaj, kako je izpolnjevati božjo voljo, ampak menim, da je tu pa Grmič oznanjujte evangelij. Evangelij pa se mi zdi, da je toliko poveden, da ni neka imaginarna stvar, da izhaja evangelij iz konkretnega življenja, da je seveda to tisto, kar je naredilo tudi Grmiča velikega. Torej ne tista zgodovina od leta 1313, ko je Konstantin Veliki dal svobodo, potem, ko cerkev nekaj desetletij kasneje postane državna vera, da se je nagrmadilo vsega, Če vzamemo samo razkol, vzhodni razkol
potem vidimo, kaj so ti počeli, a ne. Drug drugemu izročili neke bule, nosili se iz enega oltarja na drug oltar. Razumeli pa se niso, ker so na vzhodu govorili grško, na zahodu pa latinsko in seveda terminologija ni šla več skupaj, a ne. Potem zahodni razkol, a ne, če pogledamo Lutra, verjetno bi končal, kot so mnogi, Savonarola in drugi, končali na Grmadi, a ne, če ne bi imel malce sreča, a ne, s podporo teh nemških knezov, a ne. Se pravi, da je evangelij tisti, ki lahko določa pač nekaj. Določa to, kar bi naj bilo krščanstvo. Namreč, če vzamemo govor na gori, poglejte, blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, 8-krat našteva tiste, ki so na robu človeške družbe. Če vzamemo govor o poslednji sodbi, nič ne govori o Bogu, ampak govori, lačen sem bil in ste mi dali jesti, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste prišli k meni. Potem pa zaključi, karkoli ste storili, kateremu izmed teh najmanjših bratov ste meni storili. Kaj pa še več, a ne? Grmič je bil te ideje nadaljevalec, on je na tem gradil vero, na nič drugem, ne? Seveda, vse tu je bistvo. Ne koncili, a ne, ki so seveda. Profesor Reger, vi ste bil Škofov zaupnik, prijatelj. Vi ste 25 let za njega skrbeli, da je on lahko kot človek funkcioniral. Lahko poveste en taki moment, ki se vam je vstisnil spomin. Kakšen je bil Grmič v teh intimnih, prijateljskih stikih? Grmič je bil torej izjemno odprt človek. Seveda je imel tudi svoje muhe, bil je po naravi kolerik, a ne, se tudi mene včasih nadrl. Ko nisem pravi čas prišel tu na Slomško trg, a ne, kolerik, ampak v trenutku spravljiv, a ne. In menim tudi, da je potrebno iz tega vidika, bom povedal, oziroma lahko omenim samo eno stvar. Namreč umrl je profesor Reichmann in z Grmičem sva šla k maši tu na Pobrežje in Grmič je še nekje se tam odzunaj pogovarjal se duhovniki, jaz sem šel naprej noter in sta sedela v kotu Smej in pa Kramberger. Pridem noter in je Kramberger skočil in rekel, kaj boš ti oblekel gospoda Škofa? Sem rekel, seveda ga bom. Je rekel, v redu. Potem je pa Grmič prišel noter, nasmejan, dobre volje, in je naenkrat Kramberger skočil in je rekel, gospod Škof, mi smo vsi že zdaj tu. Je rekel, Franček se bodi kar mirn. In se pravi, se vidi kakšen odnos. Je pa se enkrat razhodil nad Smejem, sem bil pri njem v bolnišnici in je prišel tja, Smej, in je rekel, Slavko, ti boš pa zdaj šel tako, kot je šel Jože. Je rekel Grmič, ven iz sobe. In v trenutku tudi odšel. Tako da, tisto ni bilo dobro ravno zova češen, torej z njim, ne, če si se mu zamilo. To ni takrat bilo ravno prijetno. Tako da, je seveda pa veliko drugih anekdot, ki jih bom nekoč popisal, ker so zanimive, a ne, tudi z tega, tudi čisto človeškega vidika. Tudi Helena Grandovec, ki je delala intervju z njim, vprašala, kaj pa v času, ko pridejo skušnjave, kaj pa takrat počnete? Je rekel, takrat povzamem
težjo filozofsko knjigo in se potolažim. Tako, hvala lepa za poslušanje, da ne bom predolg. Pozdravljeni vsi skupaj. Srečko je omenjal dva profesorja, Grmiča in Strleta, pa naj ga dokončam z dvema anekdotama. Grmič je bil poradno dogmatik, profesor dogmatike, ne? No, in se spomnim, kako nam je predaval o dogmah, nekako so v Rimu nekako razdelili odstopanje od dogem v 8 stopenj. In to se pravi, je prva stopnja, ki ga dobi lahko en profesor ali pa duhovnik, je najlažja stopnja, 8. je pa, tam si pa izločen, ne? No, in je omenjal, katera je tista najlažja stopnja, ne? Ki opozori kristijana, ne? Da ni na prave poti. Ja. No, zdaj pa mi že latinščina več ne pride, prej sem jo še imel tam na stolu. Ja. In v slovenščini, ne, je to žali pobožna ušesa. Ja. Če žali pobožna ušesa, je to že si že blizu greha, ne? Ne? No, in tako se je nasmehnil, ne? Ko nam je to predaval, se vidi, da mu je šlo na smeh, ne? Da on kot dogmatik je bil gotovo najmanj dogmatičen profesor na teologiji. No, in še Strle, tudi on je bil dogmatik, pa imel je pa tudi predmet o milosti, degracija. In jaz sem nekako zamudil, nisem mogel tega prebaviti, pa sem potem šel sam k njemu na izpit in ga vidim tam v svoji temni mali kuhinci, si krompir lupi za kosilo, ne? In pravi, no gospod, kaj začnite, degracija ta in ta, pa ona, pa tretja, pa četrta. No, jaz nisem najboljše odrezal in je bila to gotovo ena od slabših ocen. Ja, v redu. No, zdaj pa še na kratko. Ja, o tem, da je pravzaprav 90 do 95 naših medsebojnih komunikacij se zgodi na nezavedni ravni. Na nezavedna. Je to se pravi verbalna, je zelo minimalno. No in če nekdo zaupa svojemu bližnjemu neko zgodbo, neko intimno zadevo, imamo ta odgovori, jaz se vem, ja, ni mi treba praviti. No, on je že začutil, je že zvedal, ne. In kakšen je bil Grmič na teh nezavednih ravni? Kaj ga vi ocenjujete kot psiholog? Kakšen, mislim, kako bi vi Grmiča ocenili? No, torej, zdaj gotovo, da je bil kolerik, če se poslužimo teh starogrških 4 tipov človeka, drugače pa bil dokaj različen. Mnogo je bilo v njem, ne? Saj o tem tudi sem napisal tisto, kar bi naj išlo, ne? Drugo leto. Torej, gotovo, da je bil malo odmaknjen, in
Ja, več stvari bi moral o njem Zakaj so ga ljudje imeli tako radi? Preprosti ljudje, gledajte. Ja, zato, ker je znal biti preprost, ker je znal biti sproščen in so vedeli, da karkoli bo rekel, da to resno misli in da je tako. Ne? To odprtje bil. Jaz poznam še samo enega tako odprtega škofa v Sloveniji, kot je bil Grmič. A se kdo spomni? To je bil moj sošolc Goran. Ja. Goran, ne? Ta je bil še bolj priljubljen, ne? Ja, ta je znal pet. Ta je znal pet točno. Grmič ni znal tako pet. Ja, ampak tudi kako je on res šel do človeka in že svojim študentom noge umival oziroma obvezoval, ne, svojemu sošolcu in podobno, ne. Tako da ta Goran, mislim, da bo ostal tudi. In nekaj zanimivega, zdaj se spominjam, za God, ne, so si škofje vedno pišejo. In Grmič mi je vedno bral Uranovo čestitko, ki je bila najbolj prijateljska, najbolj čustvena, najbolj na osebni ravni. Tako da, po mojem, to vašo teorijo, da se si podobna, utemeljuje, ne? Ja, prav gotovo. Ta škofa zelo izstopata in mislim, da bosta ostala v javni zavesti mnogih Slovencev. Ja. Ja, samo zanimivo je, ne, da pa Šušter veliko bolj kotira više, kot pa Grmič pa Samo bolj v teh političnih krogih, po moje. Če ravno Saj, on je bil vrejo človek, Šušter in dober, ampak ni pa bil tako jasen, tako tudi malo anksiozen je bil, ne? In zato se je malo omikal, ne? Sem slišal, da se je tudi postrašil za neko reč ali pa koga, kaj bodo pa spet o Rimu rekli na to, ne? To je bil pa Šušter, ne? Grmič takih skrbi ni imel, kaj bodo o Rimu rekli. Ne, ja. Hvala lepa. Ja. Tukaj so še ljudje, ki so sodelovali z škofom Grmičem. Bi kdo morda kakšen spomin izpostavil? Lahko jaz? Ja, prosim, ja, prid. Ja. Vse vam kar na glas povedal. Jaz sem bil enkrat povabljen preko Zveze borcev, da bi škofa Grmiča spremljal na veliko proslavo, ki je bila v Dragi, v Loškem potoku. Moj oče namreč od tam izvira, no in so se potem takrat z občinskim avtom peljala in Kučan je govor imel na proslavi, Grmič je imel pa mašo. No in ko je bilo maše konec, se on tam lepo poslovi, ne, najprej so mu hteli poljubljati roko, ne, sploh ni dovolil tega in potem je ena ženska prišla, pa je nekaj mu govorila, pa je on tak naredil na čelo, ne, tak, ne. Pa pravi, ko sem vprašal, poslušaj, kaj pa je bilo, pa pravi, ja, veš kaj, rekla je, da je bila partizanka, ampak da zdaj ni imela nič s cerkvijo, pa tak naprej, pa da je zdaj hudo, ne, pa da je pač zdaj tak, ne, pa je rekel, gospa, imate obvezo, ne, in sta odvezo, ne, in se je s tem to končalo, ne, in je bila zelo srečna potem, ne. Zelo fajn je bila tista proslava, tako da tudi fajn pridigo je imel. Toliko, ne. Ja. No, torej, meni je oče umrl 4 leti in seveda jaz ga nisem pogrešal. Jaz sem celo bil vesel, ker sem slišal, poslušal, kako se pri drugih družinah kregajo, pretepajo. No, pri nas je pa tak božji mir, ne? Razen, ko sta se mama in pa teta, kdaj malo smo rekli, ampak to ni bilo nevarno zame, ne? Ja. No, imam pa, ja, nisem pa vedel tam do 40. leta, na kakšne načine sem in v kakšnih
moških likih sem očeta iskal in da me je tudi to prineslo med mnoge očete, ne? Ja, s katerimi sem se potem tam družil, ja, 20 let. Ja, no, ampak dva sta pa ostala nekako mi najbližja in to je bil magister pri frančiškanih, pater Polikar, ki zdaj je dočakal 100 let na Brezijah, res enkraten človek in ko ga je hotel tam okrog 80 let je bil star, da oblatiti v svojim tednikom, ne, sem potem se zavzel za njega, pa sem eno tako le malo hudobno odgovor na tega avtorja vključil noter, ne, in ga zaščitil, ne. Tak, no, in drugi je bil pa Grmeč, ki mi je nekje nekako najbližje bil in najbolj sem čutil njegovo sprejetost. Škof Grmič, če smem še jaz povedati, kaj, če mi dovolite. Škof Grmič je se nekako čutil, ko nam je prijateljem pripovedoval, kako bi rekel, da ga tudi socialistična oblast, čeprav je bil povezovalni člen med cerkveno hierarhijo in socialistično oblastjo, ni jo tako odkrito sprejela, kot je on odkrito nekako poskuša evangelij prenašati v socializem. In to se mu je večkrat dogajalo. Naprimer s tem, ni samo cerkvena hierarhija, tako je on menil, kriva, da ni postal mariborski škof, ampak da so to tukaj zelo veliko pripomogle tudi socialistične oblasti, ki, čeprav ni bilo take povezave, kot je danes, ali pa na Kitajskem, kjer mora oblast dati potrditev za škofa, ampak nek tihi dogovor je bil, da je cerkev iskala za svoje kandidate tudi potrditev pri oblasti. In on tega ni dobil. Zaradi tega je bil tudi zelo razočaran in jezen na nekoga, ki je oblasti dal mnenje, da če je kdo nevaren oblasti, je škof Grmič zaradi silnega vpliva na socialistično mladino. Potem ta nelagodnost med njim in socialistično oblastjo oziroma ljudmi, ki so nekoč bili v socializmu, pa so potem prišli tudi v demokracijo, se je kazala pri državnem odlikovanju. 10 dni pred pretekom Kučanovega drugega mandata je predsednik Kučan odlikoval tudi škofa Grmiča. Vloga, ki smo jo mi dali noter, je že leta in leta samevala, tako da bi lahko to se prej zgodilo, ampak očitno je to bil najboljši trenutek. Škof Grmič je bil presrečen, to moram povedati. Je pa imel tudi žalostne pomisleke, prvič, ker ni bil sam odlikovan, ampak je bil v košari skupaj z še dvema predstavnikoma Slovenske cerkve. Je pa bil ponosen na to odlikovanje, ki ga je dobil, čeprav je pričakoval, da bi si glede na svojo držo nekako zaslužil, da bi dobil iz rok predsednika sam. In potem pa seveda kolega je omenil gospoda Aleksiča, oba sta Prleka, ampak nekako drugačne misleča. No, vedno se je temu smejal in sicer iz Beograda je izvedel, da se gospod Aleksič z večernim vlakom, ki je z Maribora odpeljal ob 20. uri, Beograd pa prišel okrog 6. ure,
da je šel na ambasado Vatikana. In sicer, da bi tam nekako tudi poročal o škofu Grmiču iz Maribora. In zanimivo, nunci ga ni hotel sprejeti, tako da je kar iz predsobe potem moral spet iti na Beograjski kolodvor in se odpeljati v Maribor. Grmič je bil tudi izredno močno povezan z svojim domovanjem. Vsak petek se je odpeljal z avtobusom k Vidmo v Pščavnici, da je obiskal svoje sorodnike, da je šel v cerkev, da je obiskal župnika in tako naprej. Tudi skrbel je svojim pranječakom, je nabavil računalniško opremo, mi smo jo celo peljali. In ko je on bil v akciji, je kar ukazoval kot polkovnik, ti boš zdaj prišel z avtom na Trg Svobode, tam bomo nabasali računalnike in gremo direktno domov. Tako da je bil izredno. Tudi, koliko vem, je dal izrisati načrte za novo hišo na domovanju. Z eno besedo, bil je povezan z domom, bil je povezan z delavci, z nižjimi socialnimi sloji, znal se pa seveda tudi zelo dobro obnašati v višjih socialnih slojih, znal je tudi nekako biti gospod. Mislim, tako da za eno besedo imam prijetne spomine nanj. Vem, da smo se prvič srečali v prodajalni Mladinske knjige, v knjigarni. In še to, imel je izredno bogato knjižnico, predvsem nemško literaturo. Škoda je le, da so to knjižnico po njegovi smrti dali na razpolago tam v teološko knjižnico na hodnik, da se lahko vsak študent vzel primerek, če je hotel. Kajti, če bi bila to ohranjena v celoti, bi bil to dejansko spomin na njegovo intelektualno večdesetletno delo. Moj spomin na gospoda Grmiča je bil slučajen. Predaval sem v Zagrebu na krščanski sadašnjosti. To je bila ena katoliška, ki pa je bila ne konzervativna, ampak iskala je poti enako kot on. Kako naj ljudje, verniki, živijo v dani okoliščini socializma. Takrat je bilo vprašanje, ali je primerno stališče komunistov oziroma socializma, da se obsojajo ali pa da se ne sprijema pojem aktivnega vernika. In to je bila tema, o kateri sem takrat govoril. Vprašali so me o njem, takrat, koliko ga poznam, in vem, da sem veliko se strinjali, da ga poznam, in mi smo se veliko pogovarjali. On je vsaj 10krat prihajal k meni domov na večerjo, še z enim gospodom, ali pa sam, in so ti razgovori bili zelo interesantni. Tisto, kar pa bi rad omenil, da smo nekako v tem razgovoru reševali gradnjo samostana na Studenci, pri Sveti cerkvi svetega Jožefa. Oni so imeli eno sobico, vsi patri, in zahteve, da bi se gradil samostan ob cerkvi svetega Jožefa, so bilo vedno zavrnjene. In v razgovoru z njim in s priorom smo se potem dogovorili, da bi napisali pismo na versko komisijo Slovenije in Beograd, da to potrebuje, to okolje, ki je siromašno, in prostor za knjižnico, za kulturne dejavnosti in istočasno kot pomoč samostanu. Dobili smo informacijo, da je to pismo obravnavala verska komisija in CK, češ kako se spreminja v Sloveniji en odnos do oblasti. In oni so tudi dobili to dovoljenje, tako da so samostan lahko videli. Še en pojem, ki je bil zelo interesant. Takrat smo vajali na področju prava pojem družbene lastnine. Ta pojem družbene lastnine malo kdo razume. Seveda pravniki smo ga razlagali v kontekstu, kako pač
ne politična, ampak tudi pravno, ni to skupna lastnina, ni to državna lastnina, je to nekaj, kar ni ničija. To je ena nelogičnost v sebi. In ko sem mu razložil to, kar jaz študentom razlagam, me prosil, da to napišem. In zato je to objavil v kalendarju, Mohorjeve, s tem, da nisem podpisal vse, ampak je podpisan AB, neznan avtor, in on se s tem strinjal. Teh razgovorov se spomnim z njim in moram povedati, da mi je bil kot človek simpatičen, da smo ogromno se in da sem veliko naučil od njega. Mislim pa, da sem jaz tudi posredoval določene informacije z področja prava in filozofije, kako sem pač študiral, tako da smo se takrat v 70-ih letih precej videli. Hvala lepa. Hvala lepa, doktor. Gospe pa gospodje, lep dober den. V imenu Grmičevih krajev, tudi v imenu Grmičevih simpatizerjev ali pa rojakov, prav lep pozdrav, res je. Tudi jaz imam spomine lepe in tudi ko bom mrtev, še jih ne pozabe, enako kak na našega častnega občana drugega, doktor akademika Pahora, ki smo ga pokopali letošnjega leta v Trste. Pripal se tudi do nas domov, takrat, če mislim, da profesor Reichmann je bil njegov šofer. Namreč pri nas je bila moja babica Antonija, ki je bila njegova duhovna mati, ki je njemu takrat, ki je imel novo mešo, njegova mama že umrla in je moja kao babica takrat bila v teh ceremonijah njegova duhovna mama. Jaz sem kaj dosti od njega ni talentov podedoval, razen poštenosti pa iskrenosti, vse ostalo je nekako mimo pač šlo. Mi smo lansko leto, letošnje leto pravzaprav smo razglasili leto dr. Antona Korosca, za drugo leto pa predvidevala vas profesor Francijon Čušon, zgodovinarom in geografom, mojim bratrancem tudi, ki je tudi glavne naloge nosa zdaj pri organizaciji prireditev Koroščevega leta. Namreč izvedli smo mednarodni znanstveni simpozij o delu in pomeni dr. Korošča za Slovence, za slovenstvo in sploh njegovega bivanja tukaj. Enako predvidevala, če pa imela možnost, če vas pač izvoljeni. Vem, da niste vi moji volilci, pa vseeno, ne še pač morate temu v tem podobati in imeti talent za to in jaz smatram, da ga imam. 30. oktobra letošnjega leta, ko sva ženo položila ikebano strobojnico pa naslov naše občine, sem srečal v grobi eno gospo, ki je rekla, da je njegova frizerka bila. To smo, pri grobi smo se srečali, sem videl, kako imate vi njenega smim, pa je rekla gospoda, da so si bili dobri družinski prijatelji tudi mi smo si bili prijatelji. Tukaj želim povezati Korosca pa dr. Grmiča, ko sva ga obiskovala ženo tam v tistih že leti ali pa leto pred smrtjo. Me je večkrat, kot pravi Vudra po roki, prega, kaj čakate pred tem Jurij, da še dr. Korosce niste postavili spomenika. Jaz sem poznal, da sta ne, pač kar se tiče po tem mojem vedenju, da sta bila tega nazora političnega ali tega, da sta bila kar, ampak seveda sta se, vsaj Grmič je spoštoval Korosca, jaz pa kot politik, kot ve gospod Trofenik, ve, kako se politiki ugibljamo, pač nekaj konkretnega, vsaj njega nara zavrajajo, kje pa mu ga ne postavimo, pa me Vudra po roki, prega, ja meni da je pred cerkvijo, če je bil duhovnik. Tako da smo tega mojega zavlačevanja bilo konec, smo odkrili pač ta spomenik, smo tudi prireditve ustrezno in to je za mene bil signal, da si tudi škof Grmič želi spomenik pred Farno cerkvijo, ko smo tudi pred leti kaj smo tudi pač postavili. 15 leti. Pred 15 leti smo ga postavili v pač spomina. Pa spoštovanje, če glih je bilo med njima 51 let razlike v rojstvu ali te, ne. Da pa še ena povezava med našimi, prav gotovo vi poznate te mučenike, narekovaj, če lahko temu tako rečem,
Za doktor Grmiča se še nekoliko lepša življenjska pot končala kot za Edija Kocbeka, ki sta bila tudi približno iste stvari sta dala skozi tu, ali klerikalci so jih takrat poducali, ko jim je prav prišla, iste je bilo z oblastjo, tista, ki je bila pač takrat, da so ga nucali, so ga pač imeli, da pa ne so ga dali Edvarda Kocbeka na vokalce, v tisto heralnico, kjer je umiral. Moj dedek Tonček Urošak, njegov sošolec, tudi paletnik, ki me tudi pomaga takrat, ko se je z Maribora izpisal, zaradi ene stvari, kar je prizadelo. Sta mu dedek moj pa njegov brat sta mu prebila na kmetijo, tu malo večje od Jurija Korošakova, se pri njih dva šverca takrat, Edi Kocbek, o njemu govorim, da je pač to šolo takrat tam zmučal pa šel svojo pot. Moj stric mi je sicer rekel, kaj bi naj tu bilo, zdaj ne vem, če do druge v te nagodja, kaj se me zamerilo v tem bogoslovi, ali semenišče. Mene je pač to moj stric povedal, ko me njegov oče povedal, ki sta bila sošolca in prijatelja. Tako, je pa resen to, da smo toliko veliki, koliko smo preprosti, in ta preprostost se tudi pri enem našem drugem prleki se odražalo, namreč pri dr. Trstenjaki, Antoni Trstenjaki, tu so bili vsi na svoj način prepleteni, prej ta Kocbek, Kreft, Trstenjaki, to bilo pač vse tam kljub naredu in tudi to sta Trstenjaki, je bil človek, ko se pri nas s profesorom Tušakom sta prišla enkrat, pa z mojim dedekom na Sladoled sem bral, pa kako to je človek lahko po svetu ode, če pa čista enostavno, ne. Enako velja za te naše veličine, na kjer smo ponosni, pa želim, da to tudi drugi pač začutite, da smo ponosni na njih, da koliko je v naši moči, jih tudi spomin na njih obujamo in želimo, da pač pride v historijske knjige in tudi historičen spomin. In veselim se tega, če imela to priliko z vami sodelovati pri pripravi. Tudi zdaj za Pokoroščuven ten simpozij pride zborni ven, enako želim, da bi zagotovili ustrezno znanstveno udeležbo na tem simpoziji, pomenim dele za slovenstvo ali pa za svet ali pa evropejstvo našega nulega častnega občana, dr. Vekoslava Grmiča. Vseeno najlepša hvala pa tistim, ki skrbite za spomin njegov, kada je šel za rodove. Hvala vam. Svetovni spomin, hvala vam. Moj spomin na Vekoslava Grmiča je zelo pozitiven, ker sem od vsega začetka, ko sem končal študij na teologiji v Friburgu v Švici, želel njega za posvečevalca, ampak je to preprečil Kramberger, ki je takrat mu prepovedal leta 1982, da ne sme nobenih funkcij kot škof upravljati več v škofiji. No, potem, da sem nekako z njim ohranil stike preko revije Znamenje, in ko je založba Obzorja leta 1990 dala stran to revijo, da je ne bo več izdajala, sem potem skupaj s Srečkotom in z njim smo se dogovorili, da to revijo kljub temu ohranimo, ker je to edina kritična revija z tega teološko-filozofskega vidika, in smo potem nadaljevali z izdajanjem te revije. To ni bilo lahko delo, zato ker izdajate revijo, ti naročniki so upadali, treba je bilo plačati prispevke, subvencija je bila mala, pa kljub temu smo jo nadaljevali in vse skozi, dokler je to šlo, smo nekaj ohranili ta kritični duh znotraj katoliške cerkve. Sem se pa kot dominikanec nakopal nekaj tudi sovražnikov na ta račun. Kadarkoli sem se srečal s temi krogi katoliške cerkve, vrhovi, so me učitali, ja, vi sodelujete z Grmičom, vi izdajate revijo Znamenje in so celo nam pripisovali, češ, da smo na nek način heretiki, in sem se moral večkrat zagovarjati tudi pred prestolnikom v Zagrebu in non-stop sem bil osovražen na tapeti od strani duhovnikov, ker so duhovniki, ti bogoslovci, ki so bili na fakulteti v Ljubljani, tudi dobili prepoved, da to revijo berejo,
Prvi, ki je potem nekako uspel, da se je ta revija zopet nekje prišla v program, da so jo lahko brali, je bil potem tale Drago Cvirk. Drago Cvirk je potem, ko je bil profesor na teološki fakulteti. Skratka, mislim, sem ponosen na to, da smo nadaljevali njegovo delo. Je pa res, da včasih smo bili tudi kregani, ker nismo, on je to hotel res, da je to vse natančno do tiste minute, pa ni bilo to možno, ker je pač članke treba zbrati, potem lektorirati in predtem bi šlo to v izdajo. Hvala lepa. Sem pa vesel, da ste to izdali. Gospod župan je omenil Kocbeka. Poznam ta primer iz bogoslovja. V drugem letniku je izstopil, češ, da takrat so zakurili neko peč, ampak bolj kot tista peč je bilo to, da so nekateri bogoslovci, ki so kasneje šli tudi v partizane, prebirali Marksov Kapital. Tu v bogoslovju. Marksov Kapital in seveda verjetno je bil Kocbek bolj izpostavljen, nekateri verjetno ne toliko, da bi jih bili izključili, ampak Kocbeka so pa takrat izključili ravno zaradi tega. Pa še morda tudi sem vesel, da bo prihodnje leto sem se hotel z vami dogovarjati, da bi poimenovali potem Grmičevo leto, a ne, da bi morda zdaj, ko bodo enkrat te županske volitve tudi minile, da bi organizirali potem predstavitev pri vas pri Juriju, dogovarjal sem se včeraj tudi z županom Žalcem, tam je imel Grmič kar veliko zaledje, a ne, in Vanč je rekel, da bo to skušal urediti, da bi imeli potem predstavitev tudi v Žalcu. Vem, da smo v Žalcu vedno predstavljali mnoge njegove knjige, vse pa potem vabim prihodnje leto. V programu imamo izdajo zbornika ob njegovi 100-letnici in pa seveda sem se že dogovarjal potem tudi s kulturnim centrom, če bi začeli z izdajo njegovih spisov. Najprej bomo izbrane spise, a ne, sva se s Petrom Kovačičem Pršinom tudi dogovarjala, pa še z nekaterimi, da bi izbrali potem tiste spise, ki bi jih v celoti izdali. To pred leti, če se spomnite, sem jaz izdal neke povzetke, a ne iz njegovih razprav, ampak sedaj pa bi začeli potem za izdajo njegovih spisov, a ne. To je verjetno tudi en moj dolg, a ne, do tega. In zdaj, če bo se dalo, potem bom zelo vesel. Spoštovani, vsekakor je naloga naše generacije, da Grmiča nekako postavimo na bolj trdna, to se pravi na splet, v knjige in tako naprej, kajti če ne bomo tu mi naredili, naša generacija, redko se lahko potem zgodi, da bo prišel kakšen mladenič ali pa mladenka, ki bi se s tem tako temeljito ukvarjala. Ja, veliko dam na umetno inteligenco, jaz sem prepričan, da čez 100 let bo ta inteligenca že tako močna, da bo vse to, kar je izdano, tudi poiskala, združevala in tako naprej. Tako da bo pokazala, da je Grmič otrok modernega, pomembnega jugoslovanskega Maribora. Grmič je na svojem področju bil to, kar je bila mariborska industrija, takrat pojem, vsi so ga poznali in jaz vem, da je imel čez 200 intervjujev za jugoslovanski tisk, to se pravi, da je prisoten in prav je, da njegovo 100-letnico nekako tudi obeležimo, tudi morda kot spodbudo, kdo je z njim delal, naj napiše kratek spomin, tudi to je pomembno, kajti s tem, ko odhajamo na drugi svet, gre tudi to z nami skozi dimnik. Tako da res, jaz se zahvaljujem, da ste prišli v tako lepem številu.
na današnjo prireditev. Tam je knjiga, če kdo želi, jo lahko dobi danes po znižani ceni. Zahvaljujem se prijatelju škofa Grmiča, njegovemu zaupniku, dobrotniku, ki je 20 let skrbel, da je lahko škof Grmič normalno živel. Bil je tudi profesor Reher tisti, ki ga je ob obisku bolnišnice, ko je moral ostati na oddelku, tudi pooblastil za vse reči in je tudi, seveda tudi poskrbel za nekako stvari po Grmičevi smrti leta 2005. Kdo bi si mislil, da je že 17 let od njegove smrti, jaz sem prepričan, da Grmič v našem spominu, ki smo ga poznali, zelo živo živi. Zdaj, rad bi povedal gospodu Dominikancu, da je bil Grmič strašno ponosen na vas, da se je veselil, da ga Srečko odpelje na zasedanje uredniškega odbora. Zavedal se je, da s tem, ko se je založba Obzorja tega vsega potresla, ker ni bilo več profitabilno, da ste dejansko nastavili svoj hrbet, da so lahko znamenja še izhajala potem najmanj 15 let. Še več, no jaz se oproščam, če sem skrajšal. Grmič se zavedal, da tam lahko objavlja. In ker je tam objavljal, so njegovi prispevki, njegove razprave za večnost. Dokler bomo Slovenci, bo to nekako obstajalo.